Komisija je pri 2 od 7 predsednikov strank, to je pri Janezu Janši in Zoranu Jankoviću, ugotovila, da sta med upravljanjem svoje funkcije oba večkrat in sistematično kršila zakon. Zakon o preprečevanju korupcije, zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Komisija je v primeru Janeza Janše dodatno ugotovila razpolaganje z znatnimi sredstvi, preko 200 000 evrov, iz neznanega in nepojasnenega izvora in dodatno netransparentno sofinanciranje nakupe ene od nepremičnin, pri čemer je zavezanec pridobil premoženjsko korist v višini cirka 100 000 evrov od družbe, ki posluje za državo v času, ko je opravljal funkcijo predsednika vlade. V primeru Zorana Jankovića je komisija ob tem, da funkcionar nadzornih institucij niti enkrat ni poročal o finančnih prilivih v višini preko 2,4 milijona evrov, ugotovila tudi več verižnih finančnih transakcij, ki so izrazito obremenjene s korupcijskimi tveganji, v povezavi s podjetjem, ki na eni strani poslujejo z mestno občino Ljubljana in podjetji, ki so na drugi strani v lasti družinskih članov zavezanca. Dodatno je bilo ugotovljeno, kar doslej še ni bilo predstavljeno javnosti ob vsem pisanju in poročanju o teh zadevah, tudi da je del omenjenih sredstev z različnimi prinakazili, ki so se zgodila v enem dnevu iz podjetja Greb, končal na osebnem računu Zorana Jankovića. Posledice tega poročila so lahko samo dvojne. Ali nas vse skupaj zaprejo, ker smo neosnovano, neutemeljeno očrnili in napadli najvišje predstavnike države. Ali pa ti sprejme odgovornost, politika in druga sprejme odgovornost in sprejme ustrezne ukrepe. V nasprotnem primeru za Komisijo za preprečevanje korupcije, zame osebno in za zakon o integriteti in preprečevanju korupcije nima več nobenega smisla, da obstajamo.